Za marsikateri talent iz otroškega pevskega zbora se je karierna. Tadej je 14-letnik in je žrtev pubertete. Za marsikateri talent. Živjo, Tadej, tebi se je pa glas čist polomil. Ja! Jaz sem začel spreminjati na prehodu iz 5. v 6. razred, opazil sem pa, ko sem začel govoriti in mi je kar enkrat glas postal zelo visok ali pa zelo nizek. S prijatelji se o motiranju ne pogovarjamo, ker nam je ob tem neprijetno. Z odraščanjem se mu spreminja tudi grlo. Dekleta imajo s tem manj težav. Najbolj čuden glas imam, ko sem zelo vesel ali pa ko začutim neko moč v sebi in postanem glasen. Glas nastane, ko zrak na poti skozi grlo zaniha prožni sluznični gubi. To sta glasilki. Ko zanihata, nastane glas podoben zvoku trobente. Da nejasen glas oblikujemo v jasne besede, pa poskrbimo z delovanjem ustnic, zobovja, jezika ter trdega in mehkega neba. Glasilki določata, kako nizek ali visok bo naš glas. Temu rečemo tudi ton glasu. Barva glasu je odvisna od ozvočnega prostora v ustni votlini, žrelu, nosu in obnosnih votlinah ali sinusih. Iz barve glasu je razvidno, kako se počutimo. Ko smo veseli, je naš glas na primer drugačen kot takrat, ko smo žalostni. V šoli mi je bilo neprijetno, velikokrat zaradi tega, še posebej, kadar sem imel kakšen nastop ali pa me je učiteljica poklicala in sem mogel na glas povedati svoje mnenje. Zato, ker so me šolci slišali, kako je moj glas nihal in je bilo pač grozno. Hormon testosteron pri fantih v puberteti povzroči pospešeno rast grla, katerega del je tudi ščitasti hrustanec. Iz boklini, ki nastane, rečemo Adamovo jabolko. Rasteta in debelita pa se tudi glasilki. Fantom se v puberteti glas spreminja in postaja vse nižji. To lahko traja leto dni ali več, medtem pa glas včasih neprijetno zaniha med visokim otroškim in globim moškim. Temu rečemo mutiranje.